Kopalna sezona se je začela. Uživamo ob rekah, jezerih in ribnikih, pogosto pa z nami tudi naši psi. A prav v stoječih vodah se lahko skriva nevarnost, ki je na prvi pogled morda sploh ne opazimo. Lani so javnost pretresle novice o več nepojasnjenih smrtih psov. Med možnimi krivci so bile tudi modrozelene alge oziroma cianobakterije. Gre za posebne bakterije, ki živijo v vodi in so na Zemlji prisotne že zelo dolgo. Večina jih ni nevarnih, nekatere pa lahko proizvajajo strupe, ki so za živali in ljudi zelo škodljivi. Delimo glede na to, kje se pojavljajo. Te, ki so v vodnem stolpcu, jim rečemo planktonske, in to gre pač za mikroorganizme, ki lebdijo v vodi, in ker imajo te posebne pigmente, jih zagotovo lahko zlahka opazimo z očesom. Voda rata ali zelo zelena, ali zelo taka rjavkasta, ali modrozelena. So pa tiste cianobakterije, ki so pritrjene na kakšno podlago, recimo na kamen v vodi, kakšne rastlinje vodno, ki čisti vodo. Se pa velikokrat zgodi, da poleti se to odlepi od podlage in pride na površje. In tle pa lahko pride v stik s psi ali pa s kakšnimi drugimi živalmi, ki so pač ob tem jezeru. In največkrat zgleda kot neka taka gošča, neka taka zelena, ko začne razpadati, zgleda tudi rjava. Za ljudi cianobakterije običajno niso večja težava, saj praviloma ne pijemo vode iz ribnikov, jezer ali drugih stoječih voda, zlasti če je voda videti sumljiva, zelena ali motna. Pri psih pa je drugače. Psi radi skačejo v vodo, plavajo, pijejo iz luž, ribnikov in jezer ter si po kopanju ližejo mokro dlako, zato hitro lahko zaužijejo strupene snovi, ki so v vodi. V zadnjih letih je bilo že več primerov, ko so psi zboleli ali celo poginili po kopanju oziroma pitju vode, v kateri so bile cianobakterije. Nekatere lahko proizvajajo zelo nevarne strupe, ki poškodujejo jetra, prizadenejo živčni sistem, povzročijo ohromelost, težave z dihanjem in v najhujših primerih tudi zadušitev. Če imamo neko tako klasično obliko zastrupitve, se žal znaki pojavijo precej hitro, že pač lahko v nekaj minutah, dejansko lahko pride v 20 minutah že do smrti. Simptomi so pa taki malo prebavni, se pravi slinjanje, bruhanje, driska, ali napredujejo potem v živčne, neko tresenje, neki krči, nekoordinirana hoja, potem lahko žival izgubi zavest in pride do pač odpovedi tudi dihanja. Najbolj važno je, da pride žival hitro do veterinarja. Zelo pogosto pride do teh primerih dejansko do pogina, preden človek uspe žival pripeljati do veterinarja, ker gre toliko hitro vse skupaj. Ampak žal tudi, ko pride do veterinarja, mi nimamo specifičnega protistrupa za to. V bistvu gre za podporno zdravljenje. In torej, če bo žival zaužila preveč tega, ji verjetno ne bomo mogli pomagati. Če pa smo nekje še v mejah, potem dajemo infuzije, dajemo zdravila proti krčem, potem dajemo nekaj proti slabosti. Težava pri cianobakterijah je tudi, da jih v naravi ni vedno lahko prepoznati. Voda je na prvi pogled lahko videti čisto običajna, nevarnost pa je lahko kljub temu prisotna. Prav tako ni vedno jasno, katere cianobakterije so nevarne in katere ne. Zato je težko pravočasno opozoriti sprehajalce in lastnike psov. Nevarna mesta niso vedno označena. Lastniki pa pogosto ne morejo vnaprej vedeti, kje bi bilo kopanje ali pitje vode za psa lahko nevarno. Zato velja previdnost. Če je voda stoječa, motna, zelenkasta, ima neprijeten vonj ali po površini plava gošča, psa raje ne spuščamo vanjo in mu ne dovolimo, da bi jo pil.
Žal pa ni neke take sistemskega monitoringa, da bi mi to redno zasledovali, recimo vsake 14 dni v poletni sezoni, da bi mi imeli te podatke, ampak mi razpolagamo večinoma samo s tem, kar nam državljani pošljajo na to našo spletno platformo in tam, kjer smo pač na lokacijah, kjer smo zmerali. Tako da pač po svojih močeh obveščamo prek teh kanalov naših Cianoslov platforme in dajemo na zemljevid, ko le lahko. Včasih pa traja kar nekaj časa, da izvedemo vse te analize, da lahko pol na platformi objavimo na interaktivnem zemljevidu, kje so tiste lokacije, ki pač mogoče se jih je kdaj boljše izogniti, no. Cianobakterije so v naravi zelo razširjene. Najdemo jih skoraj povsod, še posebej v vodi, predvsem v stoječih vodah, kot so ribniki, jezera in mlake. Poznamo več kot 2000 različnih vrst cianobakterij. Večina jih ni nevarnih, nasprotno. Za naravo so celo koristne, saj sodelujejo pri nastajanju kisika in so pomemben del vodnega okolja. Težava nastane pri nekaterih vrstah, ki lahko proizvajajo strupe. Takšnih vrst je precej manj, vendar so lahko zelo nevarne. V Sloveniji poznamo približno 20 vrst potencialno strupenih cianobakterij. Za nekatere skupine, ki so zelo dobro preučene, vemo in obstaja tudi smernica Svetovne zdravstvene organizacije, ki je 1 mikrogram na liter za pitno vodo, potem za rekreacijske vode je, se mi zdi, da 24 mikrogramov na liter. Za različne rabe so različne meje. Ampak veliko skupin ali pa veliko pojavnosti cianobakterije pa, ker niso še tako dobro raziskane, da bi ta meja sploh obstajala. In sploh ne vemo, kakšna količina ene gošče je potrebno, ker recimo pes zaužije na kilogram telesne teže, da je lahko to že usodno. Cianobakterije so del narave in večinoma niso nevarne. Nasprotno, v naravi imajo pomembno vlogo. Težava pa nastane poleti, ko se v stoječih vodah lahko močno razmnožijo. Takrat nekatere vrste lahko začnejo proizvajati strupe, ki so za pse zelo nevarni, v najhujših primerih tudi smrtonosni. Zato moramo biti lastniki psov še posebej previdni. Če je voda sumljivo zelena, rjavkasta, motna, ima neprijeten vonj ali po njej plava gosta plast, psa ne spuščamo vanjo in mu ne dovolimo, da bi jo pil. Raje izberimo drugo, varnejšo pot. Tako bo poletni sprehod v naravi prijeten, sproščen in predvsem varen tudi za naše štirinožne prijatelje.